Živijo, sem Žiga, državni podprvak v smučarskih skokih. Moj soimenjak pa je ravno osvojil mali kristalni globus. In ker si ga želim tudi sam, komaj čakam, da dobim par nasvetov. Živijo, zdravo. Živijo, Žiga. Žiga. Od 5. leta se že ukvarja s smučarskimi skoki. Kaj te je pritegnilo? Ta hitrost, pa višina, oziroma ta čar smučarskih skokov, da lahko letiš. To mislim, da nas vse nekako privlači. Kakšen nasvet pa imaš za nas mlade? Da boste šli mogoče včasih čez kakšen težek obdobje in takrat ne smeš vršiti puške v koruzo. Vztrajati, delati in verjeti v to, za kar delaš. Saj, če si priden, se ti vse poplača. A lahko še en selfie? Ja, seveda bom naredila z globusama, ne? Ja, kaj pa ti pomeni mali kristalni globus? Zelo veliko, Saj vsak skakalec mislim, da trenira za to, da bi bil enkrat najboljši v nekem skupnem seštevku. Meni se je zdaj ta želja uresničila, čeprav mogoče niso lik rekli, da sem jaz letalec, ampak če trdo delaš, lahko pol tudi uspe tisto, kar mogoče marsikdo ne verjame vate. Kam pa ga boš postavil? To je najtežje vprašanje, ki sem ga dobil, ne vem. Že v Planici so me to novinarji spraševali in sem rekel, da pač, če bo še več tega, mi ni problema tudi postelj ven odnesti, tako da, evo. Katera pa je tvoja najljubša skakalnica? Planica, definitivno, letalnica. Je še kakšna druga? Vsaka skakalnica ima nek svoj čar, Želim si leteti v Vikersundu, tam še nisem. Pride pa tudi kakšna taka, ki se ne veseliš prav tekmovalnega vikenda. Poleg skokov se ukvarjaš tudi z glasbo. Glasba me spremlja že od majhnega in nekako je v tem trenutku to moja stvar za sprostitev, da se odklopim malo od tega vrveža vsega skupaj. Pristali smo na koncu pogovora in sezone in komaj čakam na naslednjo. Adijo!